Lepo zdrav v ta čaroben in prazničen december, dobrodošli med parašportniki v oddaji Tempo. Mesec december je čas praznovanj in še posebej je pomemben za nas invalide, saj smo 3. decembra obeležili Mednarodni dan invalidov. Danes ne bomo samo športni, ampak tudi praznični. Pa poglejmo vsebino današnje oddaje. Udeležili smo se sprejema ob Mednarodnem dnevu invalidov. Predstavljamo vam ambasadorja programa Postani športnik, paraplavalca Tima Žnidaršiča-Svenška in mladega parašportnika Matevža Kovačiča na začetku svoje športne poti. Ozrli se bomo po športnih dogodkih v letu, ki se izteka, in pogledali naprej k največjemu športnemu dogodku v prihajajočem letu. In se od vas za letos poslovili z novoletnimi voščili. Ob svetovnem dnevu invalidov smo se takole praznično zbrali na tradicionalnem sprejemu. Gostje sprejema v Kongresnem centru Brdo pri Kranju so bili tokrat predstavniki različnih slovenskih invalidskih organizacij. Gostitelji pa predsednica države Nataša Pirc Musar, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije magistra Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob. 3. december je bil leta 1992 proglašen za Mednarodni dan invalidov. In v Sloveniji je tradicija, da predstavniki invalidskih organizacij ta dan obeležijo v družbi najvišjih predstavnikov države. V imenu predsednice Državnega zbora in predsednika vlade vam izrekam naše skupne čestitke ob Mednarodnem dnevu invalidov. Predsednica države je v svojem nagovoru poudarila, da je potrebno slišati glas vseh. Prepoznala je vlogo invalidskih organizacij in poudarila, da morajo biti le te vključene v procese oblikovanja družbe. V imenu invalidov pa je spregovorila predsednica Sveta za invalide Mateja Toman. Tradicionalno so na sprejem povabljeni tudi naši najboljši paralimpici. Letos pa so se povabila prvič razveselili tudi mladi športniki, ambasadorji programa Postani športnik. Kaj pomeni za športnike invalide takšna slovesnost, kot je današnja? Predvsem to, da vladajoče strukture vidijo, da niso spregledani, pozdravijo naše športnike in jim dajo težo. Tokrat so se zahvalili parašportnikom in zaželeli, da bojo svoje sanje odsanjali zdaj prihajajočem Parizu. In za nas je to zelo pomembno, da se vaše delo vidi in da je opaženo. Zelo sem bila navdušena v bistvu nad govorom gospe Musarjeve. Se mi zdi, da je zajela bistvo in sem zelo vesela, da je pač naša predsednica, ker se mi zdi, da je nekdo, ki dejansko mu je mar in se za to tudi bori. Drugače pa lep odziv in pa vse skupaj sem vesela, da se sploh o tem govori in da to je nek dogodek. Sem takole prvič bil povabljen, tako da mogoče, če bom še kdaj povabljen, sem z veseljem še udeležil tega dogodka. Želel bi poudariti predvsem to, da ni samo ta 3. december ta dan, na katerega ne bi se opazilo invalide, ampak mi imamo svojo invalidnost 365 dni v letu, ne samo en dan, in tudi drugače čez leto mislim, da je prav, da si zaslužimo pozornost in spoštovanje. Ampak vendarle, na tak dogodek je pa fajn, da se malo srečamo in da vidimo tudi iz državnega vrha. Predsednica države Nataša Pirc Musar je našim športnikom namenila posebno voščilo. Vsem mladim parašportnikom in parašportnicam, ki ste danes z nami in verjetno težko čakate paraolimpijske igre v Parizu, pa da se vam izpolnijo načrti, ki ste si jih zastavili, saj vsi invalidi vsak dan dokazujete, da nič ni nemogoče, če premagamo ovire v glavi. Vsi pa seveda ne smemo pozabiti na olimpijsko geslo. Pomembno je sodelovati in ne zmagati. Vem in prepričana sem, da boste Slovenijo zastopali dostojno in da se kot vsi vrhunski športniki maksimalno pripravljate na naslednje leto, ko bodo olimpijske igre v Parizu. Precej izkušenj, osebnih zgodb in novoletnih želja pa se je izmenjalo tudi med neformalnim delom srečanja.
Ne samo športni uspehi, ampak tudi osebne športne zgodbe so tiste, ki nas navdihujejo. In tokrat bomo prisluhnili športni zgodbi ambasadorja programa Postani športnik, paraplavalca Tima Žnidaršiča Svenška. Ja, meni ful pomeni, da lahko mladim, pa tudi naprimer ljudem, ki se hoče športom ukvarjati, da jim lahko pomagam na nek način, da jim lahko povem mojo zgodbo in da jim lahko pomagam pri odločitvi, s katerim športom bi se ukvarjali in da, naprimer, če imajo kakšno vprašanje, da jim lahko dam nasvet iz svojih izkušenj. Sem Tim Žnidaršič Svenšek, star sem 19 let, sem paraplavalec in sem ambasador programa Postani športnik. Tim je eden od le peščice ljudi na svetu, ki so se rodili samo s po enim prstom na vsaki roki, a ga to ne ovira pri doseganju ciljev. Že od malih nog je navdušen nad športom. Najprej je uspešno treniral mali nogomet, ki ga je zaradi poškodbe kolena moral opustiti. Ker je med odraščanjem imel težave z ukrivljeno hrbtenico, je po nasvetu zdravnikov nogometni parket zamenjal za plavalni bazen. V vodi sem bil res ful sproščen. Že od malih nog, že na morju sem užival v vodi in potem se je vse začelo v bistvu s paraplavanjem. Zdaj plavanje trenira že 6. leto. V tem času si je nabral za polno steno odličij z državnih in mednarodnih tekmovanj. V letih 2019 in 2022 je še kot mladinec dosegal odmevna rezultata na Evropskih igrah mladih. Prvo mesto na 50 metrov delfin in tretje mesto na 100 metrov hrbtno. Na svojem prvem evropskem prvenstvu v članski konkurenci pa si je v disciplini 50 metrov delfin priplaval veliki finale. Od vseh dosedanjih uspehov mu največ pomeni nastop na Paralimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu. V Tokiju je bilo neverjetno. Prvič sem bil res zelo daleč od družine. Počutil sem se res kot profesionalni športnik, ker tam je bilo res sami elitni športniki, res na vrhunskem nivoju in meni je bilo čas, da sem sploh prišel dokaj. Velika tekmovanja in športni uspehi so dobra motivacija in vzpodbuda, a več kot sami rezultati mu pomeni biti aktiven. Meni več pomeni, da grem v bistvu na trening pa da ga dobro delam, ker da grem na neko tekmo ali pa naprimer, da dobim medaljo pa neko nagrado. Mi več pomeni v bistvu, da sem jaz srečen, da se ukvarjam s športom pa da treniram zase. V plavanju mi je najboljša disciplina 50 metrov delfin, ker najhitrejši mine, ampak ful rad pa plavam tudi 100 metrov hrbtno, ker je tudi moja, meni se zdi, po mojem mnenju najboljša disciplina. Rezultate so v bistvu kakor nek pokazatelj, koliko si se ti pripravil na treninge, koliko se čutiš čez sebe, pa če si v redu delal pa sodeloval z trenerjem. In več kot v redu, že od vsega začetka sodelujeta s plavalno trenerko Jano Čander. Jana je že takoj v timu prepoznala plavalni talent. Nekako sem kar hitro vedela, ko je prišel na bazen, predvsem z prvim skokom v vodo in potapljal se je, delal obrate, res užival je v vodi. In ko nekako vidiš osebo, ki uživa, jaz mislim, da se da iz tega potem kar veliko narediti. Pa predvsem tudi to, da je pošten, ima občutek fair playa in v športnem društvu Riba, v naši selekciji paraplavalcev, se to tudi zelo dobro pozna, ker fantje zelo dobro si pomagajo med seboj. Jaz bi za Tima povedala, da ima tudi zelo dobro lastnost, zelo motivira svoje vrstnike, plavalce in paraplavalce, pa tudi mlajše, da se športno udejstvujejo, ne samo v plavanju, ampak tudi v ostalih športih. Oba skupaj se za pomoč Timu na njegovi športni poti zahvaljujeta zavodu Vid, Akvamaniji in športnemu društvu Riba. Tim je doma v Starem trgu pri Ložu. Najbližji bazen s pogoji za treninge pa je v Ljubljani. Tako se Tim včasih tudi po 2-krat dnevno pelje na trening v Ljubljano in nazaj. In ker nima izpita za avto, se najprej potrebuje avtomobil z vsemi prilagoditvami, da bo lahko potem opravljal vozniški izpit, se v Ljubljano velikokrat odpelje z avtobusom ali pa ga na trening odpelje oče.
Bivanje v domačem okolju z družino mu veliko pomeni. V obdobju doma mi največ pomeni v bistvu družina, živali, pa v bistvu notranji mir, ki veš, da je z vsemi vse v redu. Jaz imam trenutno 3 živali doma, no še malo več, zato ker imamo v bistvu na pol kmetijo skoraj. Moja najstarejša žival je moja psička Šeli, imam pa tudi mačka po imenu Brownie, jaz ga kličem v bistvu specialc. Potem imam pa tudi kameleona, kličem ga pa po imenu Chili. Moje mnenje je, da je pač tu res meni najbolj všeč tako, kot je zdaj, zaradi tega, ker vsi starejši pravijo, da imajo celo življenje, da je celo življenje pred tabo, ampak vsak človek enkrat v življenju ugotovi, da je čas omejen in da te ful pomeni, koliko boš časa preživel z družino. Ena njegovih ljubezni pa je tudi zbiranje mineralov in kristalov. Ob prostem času se rad druži s prijatelji v živo, pa tudi s tistimi preko spleta, s katerimi se merijo v računalniških igricah. Ko grem jaz na primer igrati igrice, se v bistvu zapreš v svoj svet. Greš v bistvu v nekaj, v čemer ti uživaš in v čemer si v bistvu enakopraven vsem drugim ljudem. In tam je v bistvu ni razlik in tudi v bistvu ti uživaš v tem. Šport je pomemben del njegovega vsakodnevnega življenja. Čeprav niso športni rezultati glavni razlog za treniranje, pa ima Tim tudi svoje rezultatske želje. Moja želja je priti nekako na paraolimpijskih igrah med top 8 ali še više gor. Pač je vse možno, ampak jaz pravim, dajmo čas v čas, bomo videli, trenirali bomo na polno in morda celo nekega dne rata. Kako vemo, da smo ambasadorji programa Postani športnik dobro opravili svoje delo? Takrat, ko dobimo nove in zadovoljne člane parašportne družine. Predstavljamo vam mladega parašportnika Matevža, ki je paranamizni tenis poznal prav preko programa Postani športnik. Živjo, sem Matevž, sem igralec paranamiznega tenisa. Matevž je učenec 5. razreda osnovne šole Mengaš in ker je ugotovil tole, v šoli mi je najbolj všeč šport. Si je srčno želel najti šport, ki bo pisan na njegovo dušo in njegove telesne posebnosti. Paranamizni tenis je prišel v njegovo življenje najprej povsem po naključju. V šoli smo imeli krožek in pol ping-pong in pol mi je bil všeč šport, pa sem se pol še vpisal v klub. Ko pa je na predstavitvi parašportov spoznal našega odličnega mladega paranamiznoteniškega igralca, ambasadorja programa Postani športnik Luko Trtnika, se je paranamizni tenis še bolj usedel v njegovo srce. Paranamizni tenis zdaj trenira že 2. leto. Obiskuje isti klub kot Luka Trtnik. Trenira 2-krat tedensko, so igralci, ki so večinoma brez telesnih posebnosti. Glik za to, da se počuti, da je del skupine, da ne delamo nekih izjem, pač prilagodimo seveda za vse, ampak se pa trudi in delamo enako potem. Matevž ima artrogripozo, v bistvu je to mišična zatrdelost, zato je za njega zelo pomembno razgibavanje, se pravi, je potrebno te prikrajšave vedno znova, ko zraste, raztezati in šport mu res pri tem pomaga. Šport je za njega neka vrsta terapija. Šport mu daje neko motivacijo, naredi ga je bolj samostojnega, odgovornega, druži se z sovrstniki, ker je pač družba mu zelo veliko pomeni, tako da šport mu je dal kar precej stvari. Matevž rad hodi na treninge, še rajši pa ima tekmovanja. Bolj se mi všeč tekme, zato ker tudi se boriš nekako za mesta. Zdaj bil sem že na 9 tekmah, pa najboljša uvrstitvi je bila 1. mesto na državnem prvenstvu. In čeprav je našel svoj šport, se je vedno zabavno preizkusiti tudi še v kakšnem novem. In odlična priložnost za to so počitnice na paraolimpijskem taboru za družine v Laškem. Letos se je tabora udeležil že 2. in domov poleg novih znanj in novih izkušenj prinesel tudi lopar s podpisom njegovega vzornika Luke Trtnika.
Lopar ima zdaj doma seveda posebno mesto. Za Matevža je šport poleg vsega ostalega tudi terapija in naložba v kvalitetnejše življenje. Zato je dobro sodelovanje z osnovno šolo in njegovim športnim pedagogom zelo dragoceno. Ja, Matevž je v bistvu prvi, ki ima pomoč pri športni vzgoji. Imeli smo to srečo, da smo pač naleteli na učitelja, ki mu Matevž predstavlja izziv. Učitelj športa je v sodelovanju z Matevževimi fizioterapevti pripravil program vaj, s katerimi krepita in raztegujeta mišice. Matevž večino časa na nogah nosi opornice. Pri individualni uri športa pa jih z učiteljem snameta ter delata na obvladovanju telesa brez opornic. Zelo veliko pomeni, da mi ta del, ki je za naju pomembno, skupaj narediva in potem gre zadnjih 10 minut, 15 minut k sošolcem in izvaja tisto, kar je tudi na redni uri. Za opazovanje napredka pri vadbi je učitelj pripravil tudi baterijo posebnih testov. Vedno na začetku šolskega leta izvedeva te teste, da vidiva, kje sva, kakšno je stanje. To so testi gibljivosti, koordinacije, moči, vzdržljivosti. Potem pa jaz to preverjam na vsake 3 mesece, naredim testiranje. In potem vidiva, kje sva. Vse to za boljše trenutno počutje, kot tudi naložbo v prihodnost. Da bo mogoče, ko se rast ustavi, Matevž z dodatnim posegom lahko zaživel tudi brez opornic. Mislim, da smo starši tisti, ki pač moramo probati za otroka narediti čim več, seveda z dogovorom z ostalimi. In pač vsi smo, ki si stavljamo en delček nekega mozaika in vsaki prispeva en kamenček k temu mozaiku, je lahko naredil res ogromno za otroke, za naše otroke in tudi za otroke, ki prihajajo za našimi otroci. Ko se ukvarjam s športom, tudi čutim, da se mišice raztegujejo, pa pol se tudi bolj počutim. Zelo rad delam z njim, pa ga predstavim ostalim otrokom kot njega vzornika, motiviran za vadbo, rad dela, šport mu veliko pomeni. In delati s takim otrokom, ko je zagnan, to je prioriteta. Vsi tisti, ki se še ne ukvarjate s športom, lahko probate kakšen šport, pa mogoče vam bo všeč. V mesecu decembru se radi ozremo nazaj po letu, ki se izteka, in se spomnimo lepih stvari. To bomo storili tudi v oddaji Tempo in tukaj je kratek prelet letošnjega parašportnega dogajanja. Veliko novih športnih zgodb se je spisalo v letu 2023, a na tem mestu bomo lahko zaobjeli le delček celotnega dogajanja. Preko izstopajočih dogodkov v letu 2023 se bomo sprehodili tako, kot so zabeleženi v koledarju za prihajajoče leto. Prvi list na koledarju nas bo spomnil na 100 športnikov in parašportnikov, ki so ob obeležitvi 500 dni do začetka Paralimpijskih iger simbolično ponazorili akcijo We the 15 s sporočilom V športu smo vsi enaki. Naš odličen gluhi tenisač Marino Kegel se je uvrstil v finale turnirja Australia Open za gluhe ter na svetovnem prvenstvu osvojil bronasto odličje. Ženska ekipa odbojke sede nas je večkrat preko leta navduševala. Dekleta so postale tudi evropske podprvakinje. Matej Brajkovič je postal evropski prvak v biljardu na vozičkih. V Stožicah smo maja organizirali in gostili finalni turnir regionalne košarkarske lige NLB Wil. Slovenska ekipa je osvojila 3. mesto. Tudi letos smo v Laškem gostili največji in najbolj organiziran mednarodni turnir v paranamiznem tenisu na svetu. 18. IFIL Slovenija ter Mana Laško. Na turnirju se je pomerilo tudi 10 slovenskih igralcev. V Laškem so se tudi letos odvile najbolj parašportne počitnice za otroke, poletni paralimpijski tabor za družine. V letošnjem letu so svoje vozovnice za paralimpijske igre v Parizu že potrdili 3 parašportniki. Paralokostrelca Živa Levrinc in Dejan Fabčič ter parastrelec Franče Gorazd Tiršek, ki si je vozovnico pridobil z naslovom evropskega prvaka. Atleti Tadej Jenci, Iris Breganski in Leja Glojnarič so na Evropskem prvenstvu gluhih skupaj osvojili 8 kolajn.
6 pa je število odličij, ki so jih na Evropskem prvenstvu osvojili slepi kegljači. Z največjim številom odličij pa se lahko pohvali reprezentanca specialne olimpijade. Svetovnih iger v Berlinu so jih prinesli kar 18. Izpostaviti pa želimo tudi lepo pobudo Društva športnih novinarjev Slovenije, ki je letos prvič na Športniku leta podelila tudi priznanje za najboljšo parašportno ekipo leta. To je postala ekipa ženske odbojke sede. Naš pregled pa zaključujemo s slovesom. Ob koncu letošnjega leta se je od nas poslovil velikan slovenskega parašporta, parastrelec Franc Pinter Ančo. Ančo, kot so mu radi rekli prijatelji, je bil v vrhunskemu parašportu zapisan kar 40 let. Osvajal je številna odličja na največjih tekmovanjih. Bil je udeleženec kar 8 paralimpijskih iger, na katerih je skupno osvojil 4 odličja. Franc Pinter Ančo je tako s svojimi športnimi rezultati kot svojo srčnostjo pustil velik pečat v slovenskem parašportu. To je bil pogled nazaj in čas je, da obrnemo nov list. Leto 2024 nam prinaša največji in najprestižnejši dogodek – Paralimpijske igre v Parizu. Organizatorji nam obljubljajo, da bojo res nekaj posebnega. Pariz, eno najbolj znamenitih in najlepših mest na svetu, bo v letu 2024 gostil olimpijske in paralimpijske igre. To bodo igre, kjer mesto ne bo samo gostitelj iger, ampak bo mesto samo tudi športno prizorišče. V zgodovini iger je to nekaj povsem novega. Pariz bo drugačen. Prvič bo otvoritev izven stadiona, na promenadi, na ulici. Nekatera prizorišča bojo potekala pod njihovimi znamenitostmi, pod Eifflovim stolpom. Zopet na ulicah bo tudi lokostrelstvo. Zelo si prizadevajo organizatorji približati tako olimpijske kot paralimpijske igre ljudem. Olimpijske igre se vračajo v Pariz po 100 letih. Paralimpijske pa se bodo tu odvile prvič. We are very proud, very honored. It's also a very big challenge. We will need to invest a lot in accessibility, in infrastructure, but we really hope to do our best and to welcome everybody in really good conditions in Paris, but also in other cities in France. Paralimpijske igre se vse od leta 1988 odvijajo na istih prizoriščih, kot so se malo pred njimi odvile olimpijske igre. Francoski organizatorji pa si želijo obojne igre povezati in preplesti še trdneje. Tako najdemo informacije o obojnih igrah na skupni strani, maskoti iger izvirata iz iste družine, če omenimo le nekaj povezovanj. It's very important, of course, to connect both Olympic Games and Paralympic Games, as you can see those two mascots. And it's very important because we don't want to make a difference, because it's a great opportunity also to talk about inclusivity, which is key for Paralympic Games, to give access to all athletes, but also to spectators, to visitors. Paralimpijske in olimpijske igre pa niso samo največji športni dogodek, so tudi odlična priložnost za povezovanje. We know that Slovene people love sports, they're very outdoorsy, so it's a great opportunity to create bonds between people. So I hope we'll make the best of this opportunity and that we'll have lots of Slovene visitors in Paris. Z vidika paraolimpijskih iger je ta značilnost, da bojo veliko bolj poceni vstopnice. Tako bo več kot 50% vstopnic pod 25 evrov in mislim, da bo to edinstvena prilika tudi za Slovence, da si paralimpijske igre ogledajo v živo in hkrati spoznajo vse znamenitosti in ves ta šarm Pariza, ki je pa res eno najlepših mest na svetu. Slovenci že imamo 3 parašportnike s potrjeno normo za nastop na igrah, ki se bodo v Parizu odvile med 28. avgustom in 8. septembrom. Še kar nekaj parašportnikov pa se poteguje in bori za svoj nastop na igrah. In držimo skupaj pesti za prav vse. Ko boste razmišljali o planih za naslednje leto, naj velja vabilo na prvi zimski paralimpijski tabor za družine.
Po tradicionalnem poletnem paralimpijskem taboru za družine v Laškem se bo v letu 2024 prvič odvil tudi zimski tabor na Rogli. Tabor je namenjen otrokom z različnimi invalidnostmi in njihovim družinam. Vabljeni v družbo parašportnikov na Roglo med 1. in 4. februarjem. Več informacij najdete na spletnem naslovu tabor.zsis.si. Novo leto in nove športne zgodbe so pred vrati. Zato je tu nekaj novoletnih voščil in želja naših parašportnikov. V naslednjem letu, ki je tik pred vrati, bi si seveda želel najprej zdravja, sreče in veselja. Želim si tudi dobrih seveda športnih rezultatov ali bomo rekel vsaj to, da se poplača ves ta trud, ki ga vložimo v treninge pred Parizom. Plesalci se zelo radi izražamo z lepimi gibi in čudovitimi nasmeški, zato vam v prihajajočem letu želimo veliko dobre glasbe in dobrega ritma. Kaj vam želimo plesalci v novem letu? Veliko plesanj, srečno novo leto! Za leto se od vas poslavljamo in vam želimo lepe praznike. Ponovno vas vabimo v našo družbo v naslednjem letu, v mesecu januarju. Srečno!